pričakovanja so vedno nekoliko večja, tudi mi smo pričakovali nekaj več, vendar pa smo se to kar res izjemno hitro izpogajali, kot pravi tisti lep pregovor, hitro dvakrat da, torej mogoče je malo manj od naših pričakovanj, pa zato toliko prej. Ker precej zadovoljni smo tudi z višino letošnjega regresa, pričakujemo pa, da se po uspešni sezoni dobimo še enkrat in dorečemo še nekatere zadeve. Hvala. Kar se tiče z moje strani, sem predsednik Sindikata dejavnosti gostinskega turizma. Jaz sem zadovoljen z tem, kaj smo se izpogajali, naša pogajalska komisija in pa nasprotna stran. Smo bili dobri sogovorniki, to izpogajanje zelo dobro, zelo zadovoljni smo za najnižjim regresom in tudi za firme, katere niso likvidne, 620 €, smo tudi zadovoljni. Tista podjetja in pa ta panoga, ki ima pred sabo možnosti razvoja in se razvija in tudi veliko vlaga, je pa naloga vseh vodilnih v teh podjetjih, da na to, ker je še nadgradijo plače za kadre, kajti osnovna sredstva brez kadrov so mrtva sredstva in tako ni razvoja. Da bi pa pristali na to, da bi kar najprej popravljali plače, potem se pa tudi nekaj zavedamo, da prihajamo lahko v tako zvano inflacijsko spiralo. Moram reči, da smo z zelo jasnimi argumenti, tudi v času, ko so na državnem nivoju se pogovarjali o 20-30% povečnih plač, ni uspeli prepričati naše nasprotno stran, da je poleg lanskoletnega povečanja 5,5% plus regres v tem obdobju zadovoljivo, da lahko ohranimo konkurenčnost slovenskega turizma in gostinstva, kajti mi inflacije v tujino ne moremo iznožati. In zaradi tega tudi pozdravljamo, da bomo morebiti, kolikor bodo uspehi, tam, kjer so uspehi, lahko nagrajevali boljše kadre in jih tudi širili pod mladek in tak naprej. V nasprotnem primeru pa, če se podjetji tega ne zavedajo, žal lahko grozijo stečaj. Pogajanja so bila trda, imeli smo veliko prekinitev vmes, vendar glede na to, da nam je situacija in na eni in na drugi strani in v slovenskem prostoru, kar se tiče rasti cen, inflacije, obem stranem znana, mislim, da smo se tudi zato lahko razmeroma hitro dogovorili.